Anita Rehar pravi, da se v tem času, v tem obdobju zemlja odpre in dušni svet bolj zaznavamo. Ravno zaradi tega tudi letos pripravljamo poseben izkustven večer, ki se bo zgodil tukaj v Ljubljani, ki bo dal možnost in priložnost, da začutite duše, da dobite tiste odgovore in da dobite vpoglede tudi, kaj se dogaja pri vas, ste spustili svoje ljubljene oziroma na kakšen način to lahko naredite. Kar nekaj pa bo tudi primerov, kjer boste v živo videli, kako to poteka in tudi sami boste lahko začutili, ko bo nekdo izgubil kakšen delček, ki mu ne služi več in ni več v njegovo najvišje dobro. Torej, vabljeni na večer kanaliziranja onostranstva, to bo izkustveni večer, potem kasneje tudi na delavnico kanaliziranja. Danes pa bomo govorili o dušah, ki so na ta svet morda prišle drugače, s pomočjo eprojete. Govorili bomo torej o umetno spočetih otrocih, govorili bomo torej o splavljenih dušah, vseh tistih vprašanjih, ki si jih mogoče včasih niti ne zastavimo, ker ne vzamemo in koncepta duše in vse te skupaj. Torej, duše umetno oplojenih otrok. So te duše drugačne od tistih, ki pridejo naravno? Te dušice se za odtenek razlikujejo od onih drugih, ki pridejo naravno, vendar pa ravno tako nekaj duš prihaja iz naše galaksije, nekaj pa ne, nekaj pa pride iz drugega sveta. Odvisno je pa od tega, kakšno nalogo imajo starši tukaj. Starši? Starši. Se pravi, te umetno oplojenih otrok pridejo bolj za starše? Tako je. Ti otroci, ki so umetno oplojeni, so tukaj, pridejo z namenom, da prevzgojijo starša. Se pravi, zakonca ali pač par, ki sta se leta in leta trudila, da pride do spočetja in po vseh teh mukah sta že čez vse te bariere, skozi katere sta šla, sta že ogromno naredila na sebi. A veš, mi smo tako nastavljeni, da ena ovira, nekaj ozavestimo. Že tu sta prehodila tisto pot, kaj vse je treba spremeniti. Sta že ogromno naredila. Potem pa, da pride do te umetne oploditve, se energija, se pravi dušica se prime, pomeni, da sta dovolj zrela za nadaljnje izobraževanje. Okay. Nekateri pravijo, da bi morali bolj poslušati naravo, v tem smislu, če duša sama noče prideti, nehaj jo umetno vleči na zemljo. Kaj pa ti misliš o tem? Tukaj sem pa jaz v enem takem precepu. Včasih, če pridejo zakonci do mene, pa vidim, da je temu tako, da jim ni namenjeno, ker rečem, nehajte, nima smisla, ker si niste izbrali tega in ne na silo vleč, ker potem ni dobro. Ker potem res dobijo težko nalogo, če na silo nekaj želijo. Ampak takih se dostikrat zgodi, da pol naravno pride, ne, tudi, ko spustijo. Tako. Bili so tudi primeri, ko so prišli, pa sem rekla, glej, sprostite se, v redu bo, vse okej, prišlo bo čisto po naravni poti in tako se je tudi zgodilo. Potem, ker se telo sprosti, se sprosti, ni več tiste zategnjenosti. In tukaj je tako, da bolj, ko mi nekaj silimo, v večjem krču smo. In težja je pot, težja je, ni toliko sproščena, da bi se duša dejansko lahko primla. Kaj pa otroci, ki so bili splavljeni? Ali je to spontani splav, ali je to načrtovani splav? Kaj se v bistvu, kaj se zgodi? Vsaka dušica pride z določenim namenom. In že v štartu tega potovanja se duša sama odloči, ali se bo inkarnirala, ali bo samo prišla, da oseba, se pravi, ali mati pač, ki je zanosla, ali pa partner, nekaj ozavesti, da doživi en taki moment, ker vemo, ko mi izvemo, da smo noseči, vsakem se nekaj pride en tisti šok, ki nekaj sporoči, bodi si v plusu ali v minusu. In to spoznanje smo pač potrebovali. In če je dušica se odločila, da je to,
da je treba zdaj tu neke spremembe narediti, pa smo mi to dojeli, bom potem odšla. In tukaj bom zopet ponovila to, kar sem že rekla, je treba poslušati glas duše. Ni dejansko mati tista, ki se odloči. Duša je tista, ki se odloči in da sporočilo materi. Mi se ravnamo takrat po nekem našem notranjem glasu in to je glas te dušice. Tako da nihče nima tukaj tistega v kontekstu, to pa treba zdaj na splav, to pa to, ne. To, kako se je duša odločila, tako tudi je. Kaj pa spontani splav, recimo, je nekaj tednov prisotna, pa potem dejansko gre. Podobno sem doživela sama in sem v bistvu ful hvaležna zdaj danes za to izkušnjo. Takrat sem bila pa res razočarana. Ampak ja, določene momente mi je naredil, tudi na fizični ravni sem potem telo spucala. A imaš take dušice, ki ti samo, ne vem, naredijo to uslugo, da ti izčistijo telo, ker vemo, da vsi toksini grejo gor, ne? Ja. Je možno, da so tu neki taki dušni dogovori? Ali... Absolutno da ja, seveda. A ne? To je tudi tisti moment, kot si rekla. A ne? Dušica pride, mi smo se predhodno, preden smo prišli sem, dogovorili s to dušico, a veš kaj, tu bom pa jaz pol se pripravljala za nosečnost, pa boš ti prišla, da bom jaz potem, da boš mi dala vedeti, a ne, ko boš odšla, da je treba, da me opomniš, da je treba telo razkisati ali pa bodi si na fizični ravni kakorkoli druge spremembe narediti. A ne? In ja, to je to. Kaj pa recimo take zgodbe? Recimo leta 57 se rodita dve dvojčici, v mladosti jo zbije avto in potem dejansko žena znova zanosi, znova dvojčici in rodita se dvojčici, ki sta bili zelo podobni in imele sta v bistvu črte in pege po telesu in ful sta se bale avta. To je jasno, da vedeti, da sta isti dve duši se ponovno inkarnirali. A ne? Tukaj vidimo, recimo imamo otroke, ki se prav spomnijo, da so bili splavljeni, pa se spomnijo ponovne inkarnacije. A ne? To je tisto, da vidimo, da je to dejansko ponovno so prišli. Pri teh novodobnih otrocih je tukaj malo drugače, kot pa če govorimo o dušah prababice in tako dalje. Tile lahko pridejo ponovno v roku 1-2 let, a veš, pa se zgodi ponovno rojstvo. Kako pa zaznavajo recimo duše? Ena gledalka nam je pisala, da je njihova 3-letna hčerka dejansko celo narisala strica potem, ko ga je videla v eni hiši, v kateri noben ne živi dejansko. Otroci vidijo, prav, ker je še tretje oko toliko odprto, vidijo fizično obliko tudi, kakšen je človek bil, kakšna je taka dušica bila v fizični podobi, ko je bila tukaj na zemlji. Preden je odšla, a ne? Do katerega leta pa je to tukaj bolj odprto? Do katerega leta? Do 6. leta starosti je absolutno odprto, že v naših časih bilo, zdaj pa tako. Ti otroci novodobni, ti pa so tako odprti do... Spet druga gledalka je pisala, da njen pes, da se čudno obnaša, da pravzaprav ga je dobila po svojemu očetu in da včasih je zelo žalosten, spet pride pa trenutek, ko je vesel, maha z repom, kakor da bi prišel nazaj. Kako je z živalmi, kako je s psi in z mačkami? Živali začutijo in vidijo dušico, ker živali imajo drugačen očesni spekter kot pa ljudje. In oni začutijo, tudi ko človek ne vidi, ne čuti ničesar, žival čuti, ker so dosti bolj senzibilni in dojemljivi za te energije. In tudi skozi tega kužka je oče dajal signal, malo sem te prišel pogledat, kako si, ne, ker naši svojci, ko nas pridejo pogledat, nas obiskati. Oni bi želeli z nami vzpostaviti komunikacijo, vendar mi tukaj na zemlji pač dostikrat nismo dovolj odprti temu, nismo dovolj dovzetni za te energije. Drugače so pa oni pripravljeni z nami komunicirati naprej.
Anita, toliko vprašanj imam še zate in verjamem, da tudi naši gledalci, pa veliko izkustev, ki ste jih doživeli sami, ravno zaradi tega organiziramo izkustveni večer, kjer boste lahko sami na lastni koži doživeli mnogo tega. Večer se bo zgodil v Ljubljani, kamere seveda ne bodo prisotne, zelo zasebno, zelo intimno dejansko bo, samo svoje mesto si pa res da morate rezervirati, ker tudi letos pričakujemo razprodan dogodek, tako da zagotovite si svoje mesto prej. To bo 15. oktobra in potem 5. novembra delavnica, kjer pa se boste lahko dejansko naučili tudi kanaliziranja. Na klepetobkavi.si pod dogodki najdete ta dogodek in pa seveda imate tudi možnost, da takoj pokličete in si rezervirate svoje mesto.